kot se jaz pobinjam danes nekako zastavlja, je, da bi pokazali, kako se te barve, tako imenovani shaderji, uporabljajo za to, da spremenimo ali pa malo nekako bolj zanimivo naredimo figuro oziroma obraz. Gre za to, da ko vi dobite obraz od makete, ne, ga lahko, glede na to, kako ga pobarvate, spremenite v bistvu. Ne. Se pravi, tukaj imamo razlike. 3 enake glave, ne, ki so v bistvu, ali pa mogoče se tle bolj živi, ne, kako drugače izgleda samo zato, ker je pobarvano drugače. Ne. In zdaj sem jaz mislil na tem obrazu, ki je relativno neizrazit v smislu kožnih barv in tega malo z temi shaderji narediti bolj dramatično zadevo. Se pravi, prva stvar, ki bi mu rad naredil, je recimo malo, da se vidi, da je neobrit ali pa da ima recimo dvodnevno brado, ta senca, ki nastane pod nosom v bistvu pa na bradi, potem mogoče, če je malo bolj zmatran, da ima malo podočnjakov in tako naprej, in to bi lahko naredil z klasičnimi barvami. Ne? Lahko pa to naredim mogoče lažje z temi shaderji. Glavna lastnost tovrstnih barv je to, da niso pokrivne, da so v bistvu kot nek tuš, po drugi strani se pa strdijo, tako da se pravi, da niso vodotopne, ko so na akrilni bazi, ne? Se pravi, ko so enkrat posušijo, je to. Tretja prednost, ki jo imajo, je prav zaradi te svoje transparentnosti, je, da če imam že narejeno neko senčenje, bom s tem spremenil samo ton, ne bom pa imel pač naloge, da ponovim vse korake senčenja ponovno, se pravi, da ne bo treba spet svetliti in temniti določene dele, zato ker bo ta shader ne bo prekril prejšnjih slojev, ne, ampak bo samo spremenil tonsko vrednost, se pravi, bo zadeva malo bolj vijolična. Ali pa, tukaj imamo zdaj izbor, je bistveno širši od teh 5, ki jih imam jaz. Jaz rad uporabljam vijolično, zato ker s tem dobim tudi, ne samo na obrazu, ampak tudi bomo pa lahko mogoče pogledali na oblačilih bolj zanimive sence. Se pravi, da senca ni samo temnejša oziroma črno narejena, ampak da ima tudi neko barvno vrednost. Zato, to je tako impresionisti so imeli te fore, da v bistvu, da je senca v bistvu komplementarna barva s tem, kar je generalna osvetlitev. Tako, zdaj ta glava, kot sem rekel, osnovne stvari so pobarvane, ne? Zdaj, kar želimo narediti je, da bi mogoče malo naredili podočnjakov oziroma malo bolj utrujenega, pa naredili bomo to brado oziroma senco, ki nastane pri obritu. Se pravi, iz tega gasilca, ki je prišel ravno kar v službo, bomo naredili gasilca, ki po 12 urah odhaja iz službe. Tako. Okay, se pravi, zato bomo, v bistvu bi jaz rad sam tle pokazal, kako se s temi shaderji dela. Mogoče bomo najprej tudi tlele mogoče bo taka zanimiva primerjava, če bomo na papirju sam pokazali, kako je razlika med upokrivnosti shaderja pa neke barve. Se pravi, če vam jaz običajno akrilno barvo, ne, je tako, relativno pokrivno. Še trenutek, mogoče bomo tako naredili. Zdaj bom jaz narisal oko, samo toliko, da vidimo, kako pokriva. Ne? Zdaj, če vam jaz običajno akrilno barvo, da naredim, je pokrivnost, korak, jaz lahko v bistvu popolnoma v 2-3 slojih popolnoma prekrijem to črno barvo od svinčnika oziroma kulija. Ne? Tako. Medtem ko s shaderjem, bomo videli zdaj, je pa zgodba malo drugačna v smislu, da ne glede na to, je tako kot nek akvarelna zadeva. Se pravi, zelo malo je pigmenta noter in deluje tako kot nek zelo redek akvarel. Ne? Zdaj, jaz bom to mešanico, čeprav mogoče malo zdaj presvetla, ker začel nanašati okoli oči, da bom dobil to vtis utrujenih oči. Oziroma bom poskusil dobiti, se bomo videli, kako bo. Ne, zato imam tudi relativno debel čopič, ker ne gre za tako fino delo, gre samo za spreminjanje tonalne vrednosti v bistvu tle okoli. Je pa eno pravilo tukaj, ne? Tako da, če se ne vidi, kaj počnete, pomeni, da dobro izgleda. Ne? Se pravi,
če vidite barvo, ki jo iz topiča puščate po figuri, barva ni dovolj redka, ne, oziroma je pregosta. Tako da v bistvu mora biti ves čas delamo nevidno, ne, pa zaupamo pigmentu v barvi, da se bo prej slej pokazal. To je vse tako. Ampak ne, to je vse tako. Cak. Izneva se viče manj kot tle, ne? V bistvu, ja, ne, ampak to ni pa ravno tako, da bi rekel, da je zanimivo za gledati. Mogoče tako, če malo pretiravam, bo mogoče trefim. Zdaj bomo dali. Zdaj bomo iz očesa šli na brado. Zdaj brada je nekako intuitivno, bi rekel, da bomo dali sivo oziroma temno neko barvo. Ne? Izredno dobro izgleda tudi z modro, če se naredi. Bom oboje prav, pa bomo pa primerjali efekt. Da ponovno, ne, čim redkejša barva, boljše je. Zdaj začnemo spodaj, tle, kjer so najgloblje sence. Recimo tle. Jaz zdaj namenoma delam samo na polovici obraza, zato da se bo videlo razliko, ne, med tem, kar naredil s shaderjem, pa...
Zdaj pa še bi z to modrikasto dodal en sloj brade. Zato modrikasto senco bom naredil sem tle, kjer so najglobje sence. Gre to, da malo razbijam monotonost teh delov. Vidite, sploh ne. Aha, ok, sem to videl. Se pa bom poslal v okolj, da boste videli, sploh, kaj se dogaja. Imam tole figurce za en krog. Zdaj bom poslal en krog, da vidite v bistvu, kaj je razlika. Ne? Se pravi, vsi detajli oziroma te sence, ki so dodani na moji desni, pa njegovi levi strani obraza, ne, so narejeni s temi shaderji. Se pravi, s transparentno barvo, s tem, ki je začetna situacija tukaj na desni. Ja, si pogledal, v bistvu, kakšna je razlika. Zdaj, potem, kar sem naredil shaderji, bo šel z navadno akrilno barvo spet poudariti tisto, kar hočem, da je svetlejše. Ne? Ker shader tudi na najbolj izpostavljenih delih malo pač ubije kontrast. Tako da bom na novo izpostavil kontrast z akrilno barvo. Ne? Ampak pač no, to je to.
Ok, čisto, kar se tiče tole, teh posnetkov, bojo naš na YouTube kanalu, mogoče se tudi tam, ko bo boljša resolucija, boljš video, no, to kar ukazuje. Ja, tle je pač. Imamo tako detaljno delo, da je v bistvu ni idealno, ampak bomo... Kar? Če bi bilo akrilno barvo, tam kje je, ali še zdaj, ja. Če bi jo toliko razrečil. Ja, ne. Ni, pač, bom to zdaj naredil, prav zato zdaj malo pač kontrastno, da bo, kako enako se da, samo da je kontrolirati efekt malo težji, še posebej za tiste, ki začenjajo. Ne? Dokaj se ne spoprijateljite zelo z medijem, je na ta način veliko lažje. Kar je pa nekako šibka točka tega pač, na figurah je pa to, da imajo te barve malo leska. Se pravi, niso popolnoma mat. Za razliko od teh pač krivov, ki so namenjeni barvanju figur, ki so izrazito matne. Kar je pa recimo tudi pri gasilcu izrazito v redu bilo, da se shaderji, sem jaz senčil vse te stvari, ki niso popolnoma mat. Se pravi, kar je plastike, kar je gumijastih stvari, ki imajo malo leska, v bistvu shaderjem avtomatično to dobite. Ni treba pač dati nekih teh razkritujočih se medijev zraven ali pa lakirati potem tako da je imajo več prednosti, no, tako zdaj mogoče imate za nalaž pretiravo s kontrastom, prav zato, da ga bomo pa spet malo zbili z shaderji in to. Če že mislite preskopno, Zdaj bom pa za tole rdečo probo narediti enako, še redko barvo. Jaz to lahko tudi zdaj bom izrazito redko barvo, še malo bom razrečil. Ker rdeč pigment je tudi agresiven, veliko bolj kot drug. Tako, in zdaj bom tle na teh delih, ki so najbolj prekrvavljeni, se pravi, ko ima malo, ta nima ušes, drugače bi to bi sigurno naredil na ušesih, pa okoli nosu. In zato uporabljam tako izrazito redko barvo. Če tle primerjamo s tistim, kar sem prej, barvo, to je tako rekoč voda. Ampak spet, tudi če se ne vidi, kaj nanašate, zaupite, da se bo čas videl. Se pravi, čim je tako efekt, je premalo razrečena barva. Super, dve po glavi. Ja, prav. Tako.
No, zdaj, če vzem pa tam. Zdaj pač je en krog dej. Zdaj, tle, v bistvu, kar je rdeče, je v bistvu čisto krilno, ampak je zdaj ta njegova leva polovica obraza ne bi morala biti nekako 5 let starejša od desne, recimo. Da, nekaj smo zdaj, ne? Oziroma utrujeni. In to hočemo, kako v bistvu z barvo, atmosfero oziroma izraz obraza nekako korigirati, kako bi temu rekel, ne? Mal spremeniti oziroma mu dati nek karakter. In zdaj podobno se da to narediti tudi na oblikah, ne? Zdaj ne, kako se vidi, mogoče lažje, če damo okoli, ne? Tle je zdaj iz ene strani topla svetlava rdeča neko, ne, osvetljena, z druge strani je pa skladno zeleno. To je tudi narejen za shading, ne, se pravi z izrazito redko barvo na bazo, ki je pobarvana v bistvu enako na obe stranih, ne, se pravi ne gre za neko drugačno osnovo, ampak je samo z shaderji v bistvu popolnoma spremenjen ton. Tako da mogoče lahko tukaj probamo, ko bi ja, pet. Ne, tukaj vam jaz, ja, relativno bomo zdaj na tele bazene, tle zdaj samo posenčali, ne, ampak bomo poskusili nekako bolj zanimivo narediti. V bistvu shader, ne vem, mogoče tako, da zelo na hiter v bistvu vidite spremenite zadeve. Verjetno se bo tle zdaj bolj žvideli, kot na obrazu, zato ker je, ne, če gremo zdaj čez, to je zdaj zdaj je ta pigment, ki je v shaderju, vse, ne, ni samo, da namažem, pa pustim, ne gre, ampak ga usmerjam, da tako rečem, ne, se pravi, tam, kjer želim, da je temnejše, tam bom več shaderja, tam, kjer želim, da je svetlejše, ga bom malo odstranil, ne, tako da, tudi ko je enkrat namešen, lahko z mojakim čopičem sem z vodo odstranim to, kar se mi zdi, kjer ne želim imeti shaderja, oziroma, če imeti večji kontrast. V teh globokih gubah, ne, želel, da je zelo temno, in pustil. Zdaj, kako so v bistvu z enim nanosom shaderja, ne, kako so te sence zelo hiter, ne, pa ni treba v bistvu mešati barvo. To je mislim drugače tudi za klasično barvo, da komot narediti, ne, ampak je na ta način v bistvu bolj začetnikov prijazno, kako bi rekel, ko lažje nadzorujete efekt. In potem je pa v bistvu tak, kako bi se rekel, neproimpresiven proces, kjer z klasično akrilno barvo vračate pač te bolj svetle dele, ne, potem še vedno spet. In to je tak cikličen proces, dokler vam ni všeč. Kaj mi všeč je pa to. Ne, je pa greste naprej. Ampak tudi recimo
če nekje uporabite ene barve shader, ne, na drugi strani pa drugega, potem lahko, če vam je en efekt bolj všeč kot drug, spreminjate spet. Prav ta sposobnost teh shaderjev, da v večjih slojih počas v bistvu gradite barvno vrednost, ne, je nekako prednost tega. V bistvu ne morete samo shaderji pobarvati, ni šans, ne, morate pač imeti neko prej osnovo s klasičnimi akrili, ko imate pa enkrat to narejen, pa lahko shaderji zelo hitro v bistvu dobite neke efekte, ki bi jih s klasično barvo absolutno lahko naredili tudi, ampak bi zahtevali veliko več napora oziroma veliko več korakov. Tisti klasičen način, to je tisti, kar na delavnicah gremo skozi. Marko! Ja, ne, ker imam nekaj zanga, pa ne, če vse. Ne, to se mi zdi tudi bine. Samo en animira. Tako da shader je v bistvu, ni golfija, je pa bližanca, no, tako bomo rekli. Včasih prav pride, je pa res, da mene včasih moti to, da se svetne, ampak po drugi strani je pa to, da se sveti, ko sem rekel tle, recimo na teh delih, ki imajo malo naravnega leska, ne, prednost. Mogoče je pa še kakšen svet od shader. Zdaj, zanimivo je, zdaj težko imam, ampak čemu bi uporabljali svetle shaderje, ne? Se pravi, kako so tale Earth, ki je taka zlata barva, ne bo nekega velikega efekta, ne? Te so uporabljeni, če želimo samo malo spremeniti ton v bistvu. Zdaj moj črn prstni odtisk, bomo preživeli. Če pogledate tukaj, ne vem, kako se vidi na te barve, tukaj so izrazit kontrasti, ne, in bi jaz, če želim to malo povezati, oziroma narediti bolj harmonično, potem uporabljam tak shader, ne, se pravi, s katerim poenotim v bistvu barve, da ne izstopa ta svet del, recimo, ne. In to je v bistvu kaj nek filter pri tankih ali pri letalih. Se pravi, to je nekaj, kar ne bo naredil nekih dodatnih senc, bo pa povezal barve. Harmonijo na svetlih podlagah, recimo, ja, na tle, kjer se lahko, jaz sem mogoče pokazati, da bo bolj jasno, kaj. Veš kaj, to je čisto rašni kot on? Ja. Pa senco, bom pa ton povezal. In na ta način lahko v bistvu tudi potem, če kaj preveč izstopa, recimo, včasih se zgodi, da obraz ne pride, najprej, ko pobarvate samo obraz gleda super. Ker dobi sosede, se pravi, ko date glavo, ne, vidite, da mogoče je pretemno postane obraz. Zato, ker je ta uniforma toliko svetlejša. In potem lahko na ta način shaderji v bistvu vse greste čez in malo spustite pač to svetlost na uniformi, ne, da obraz pride do izraza. Proti da pač pri bastih, pri figurah v bistvu zmeri pozornost usmerjamo v obraz. Razen če ne vem kakšen razlog, da bi kam drugam. Ampak na ta način nam pol, ker drugače, če to delate z akrilom, to bi se tudi dal, ne? Ampak tam je velika nevarnost, da boste zakrili detajl, da bo pač, ne? S temi shaderji je pa veliko manjša nevarnost. Bi morali res preveč, da bi ničel to.
Prinesel, da se pusti kažemo. Ja, prinesel ga gasilca, ja, mogoče je najlažje, če unga gasilca malo analiziramo. Ne, tam je pa ekstremno, pa je to kaj, kako se shaderji lahko. Danke, meine Freundin kako Ausland. Zdaj bom pokazal, zdaj je to. A sedi tle. Ja, no, tle je šlo za to, da sem jaz želel pač tega gasilca pobarvati tako, kot da iz ene strani ga obseva ogenj, iz druge strani pa ta rotacijska luč, ne, pa da se vse skupaj dogaja po noči. Se pravi, pač tle je modra svetlava, se pravi, so pač svetlobni poudarki modri. Ne? Če bi zdaj čisto popolno, če bi to zdaj vprašal, sprejel modro, ne zgleda naravno, zato ker se barve ne mešajo, ne meša se podlaga in ta barvna svetlova. Ne? In zato sem jaz tle, sicer sem v enem trenutku pač skiciral to zdaj vprašam, potem sem pa v bistvu s temi shaderji gradil globino te zadeve. Se pravi, da ni samo svetlo modro, recimo tukaj ne, eni deli so izredno svetlo modri, eni so pa proti vijolični vežajo, zato ker se ta modra svetlova od rotacijske luči z to rumeno oziroma rjavkasto podlago meša. Ne? In tukaj ne moramo imeti svetlo modre barve, ampak je treba pač neko barvo, ki je mešanca obeh. Ne? In tle sem potem s vijoličnim shaderjem, s temi temnimi shaderji, modrimi, v bistvu dobil to globino barve. Na tej strani, kjer je pa ogenj svet, ne, je pa pač iz ene strani navadno akrilno barvo, ne, potem sem pa z rdečimi shaderji v bistvu nekako z sencami to povezoval, ker je bila ta presvetla. Ne. Mogoče to tle pošlo na okolj, da boste spogledali, ker je lažje, če imate v roki ko efekt. Ne. Se pravi, ta efekt osvetlitev od ognja od spoda in te rotacije od ozadja.